Kako lahko v bistvu človek, ki ima, recimo v tem primeru, danes govorimo torej o ljubosumju, pride k tebi in reče, jaz sem ljubosumen, pozdrav me. Ja. Kaj lahko narediš in dejansko to deluje? Ja, zagotovo deluje, ker v bistvu ljubosumje dejansko pomeni tudi po eni strani to strah. Strah, ja. A je to strah, da pač nisi sam dovolj ali da pač se ne čutiš glede svoje vrednosti in karkoli, ne. In vedno ne glede na to, kdo pride do mene, recimo, ne, jaz gledam, ok, v redu, moj partner je ljubosumen, ne. Pač, bom rekel, glavni problem, ki ga, ne, zdaj pač ne bom rekel, da jaz ne zagovarjam, da sami rešujemo to, ampak glavni problem, ki ga delamo v nekih odnosih, je, da delamo neke svoje lastne zaključke. Ker ko nimaš nekega znanja, ne, pa lahko rečemo, gremo čist na eno rožico, kupiš novo rožico, jo ne poznaš, rožica začne crkavati. Kaj je narobe? A je preveč svetlobe, je premalo svetlobe, je preveč vode, je premalo vode, ne? In v bistvu ti narediš nek zaključek. To se mi je zgodilo zato, ker. In isto v nekem partnerskem odnosu. Delamo zaključke. Prejšnje partnerstvo ni delovalo zato, ker. In mislimo, da smo popravili neko zadevo. Ampak v bistvu, če nimamo mi cele slike, če nimamo mi, ne vem, 10 let izkušenj z rožami, dejansko mi ne vidimo. Ne? In zdaj v bistvu, ko prije nekdo, ok, moj partner je ljubosumen, v redu, kaj pa ti zdaj z njim delaš? Kako pa si ti do njega prišla? A te je kdo prisilil, da imaš takega partnerja? To pomeni, da pač ljubosumje, jaz verjamem, da je treba pozdraviti. Ne? In zdaj v bistvu pač treba je pozdraviti oba, ne? Ker seveda lahko je partner ljubosumen, ne? Ljubosumen pomeni zopet z nekega nivoja, da dejansko želi nekaj, kar si sam ne more dati. Ne? Ker recimo moja definicija partnerstva je, da sta partnerstva dva zabavna, srečna, zadovoljna, izpolnjena, samostojna in uspešna posameznika, ki drug z drugim delita življenjsko izkušnjo. Ne? In zdaj v bistvu, ko smo takšni, ko smo srečni, ko smo zabavni, ko smo zadovoljni, prvič, če govorimo še o tisti, ki so samski, bi morala biti vrsta, ker kdo ne bi hotel biti z nekom, ki je tak, in če nisi tak, pač tak postaneš. Ne? In zdaj v bistvu, pač če pa dva nista, vedno, ko je neko pomanjkanje v odnosu, nekaj ne štima. Ne? In zdaj v bistvu lahko pač v ta odnos dva prideta že v osnovi z nekim, bom rekel, pomanjkanjem, tako, ker v začetku ima to paše, ne? Recimo en tak primer je, ne vem, pridna punčka, ne? Bom rekel, ženska, ki je odraščala in bila nagrajena samo takrat, ko je bila pridna, ne? In mamin sinček, ki sta ga pač doma so ga razvajali, mama mu je se stregla. Ne? Prideta skupaj, v prvi vrsti je vse super, ona mu streže, on je hvaležen, ne? Ampak potem pa ona se utrudi, malo ima že poln kufer, ne more cele hiše podpirati in potem pride do tega, da se ona upre, on je zadovoljen, karkoli. Vedno sta dva, ki nekaj imata nek, lahko rečemo, podzavestni program, ne? To je ena zadeva, a ne? Dejansko imata neka pričakovanja, neke vrednote, ki v bistvu tukaj ne štimajo. Ne? In te stvari je treba pogledati. Okay.